Živijo, dragi moji, pa ga imamo. Osmi portal 8.8 in definitivno tudi nekako idealen dan, da seveda spregovorim za vse vas tudi na to temo, to pomeni na temo tega portala obilja. Rečejo mu levja brata, definitivno že samo ime je odločno, na ta dan se definitivno prebujajo nove možnosti, zato ker osmica sama po sebi je dejansko, se veste, znak za neskončnost, zato so te možnosti, te potencialne možnosti res izjemne, veliko se da manifestirati pa tako naprej. Zdaj pa sem jaz nekako zbrala tri neka taka sporočila za vas, ki vam bojo recimo danes na ta portal, ker po celem svetu meditiramo, pa imamo meditacijo na to temo in tako naprej. In številni ljudje se resnično sprašujejo, kako graditi to obilje, in glede na to, kako je trenutno energija postavljena, sem za tebe za tedenska sporočila zbrala 3 nasvete, katera ti bodo pomagala, in predlagam ti, da jih v tem zaporedju tudi delaš in temu slediš. Mogoče s časoma te bo potegnila tudi v kakšna globja znanja, glede tega imaš pri meni recimo šolo manifestacije, ki je res ful bolj obsežna, začne se 8. novembra, na vsaki stopnji dobiš 6 meditacij, ogromno korakov manifestacij, ampak dajmo, nekje pa moramo vse na začetku. Kje se sploh začne gradnja obilja? Zato, ker včasih se zdi, da nekaterim to, kar gre, pa če imaš občutek, da tebi mogoče ne, v čem je pa trik? Kje ne bi jaz, to me ljudje vprašajo, Kristi, sploh začela graditi svoje obilje, okej? Prva točka, ki ti jo želim dati, je definitivno postavljanje temeljev obilja. Postavljanje temeljev obilja je točka, katero ljudje želijo najbolj preskočiti. To pomeni, vsi bi imeli obilje, vsi bi ga priklicvali, vsi bi delali obrede, vsi bi delali nekaj, jaz sem magnet, obilje pridi k meni. Ampak dejansko to je tako, kakor da bi želel zgraditi hišo na izjemno strmem bregu, brez kakršnih koli temeljev, brez kakršne koli osnovne plošče, brez kakršne koli betonske podlage. Ne bo šlo, ta hiša bo zdrvela dol po bregu, bye bye. A veš, kaj ti hočem reči? In ljudje se nas zavedajo, da za vse treba postaviti temelj. Vse kako reče, najprej štalca, pol pa kravca, pri obilju je enako, ne? Vkolikor želite postavljati obilje, je vaša prva točka definitivno ta, da morate postaviti temelj. In ta temelj je, da mora biti ta energija taka, da se bo obilje na to prilepilo. Če je obilje pozitivno, veselo in visokih frekvenc, temelj je pa gnil in trohal, na kaj potem naj bi to šlo? Ljudje tega ne razumejo. Jaz ne razumem, pa ljudje tega res ne razumejo, oziroma mi zamerijo včasih, ker to rečem, pa nočem ljudem nič slabega. Če so ljudje, ki ne verjamejo v sebe, ne verjamejo, da si zaslužijo dobro, ne vidijo dobro v svetu, to ni temelj, na katerega greš pa lahko ti delati zaradi mene 1653, razumeš, obredov pa ne vem česa, ker se ne bo prilepil. Zaradi tega, ker ti si temelj vse manifestacije, ki jo boš videl okrog sebe pa v svetu. In če temelj ni zdrav, pa ti noben ne zameri, če ni zdrav. Mogoče je bila tvoja preteklost težka, mogoče so te gradili v to, pa vzgajali v to, pa prepričali v to, da je vse grozno in so zaradi tega ti tvoji temelji tako majavi. Ampak vseeno, če so majavi, so majavi. Tako da, vkolikor želiš ti obilje povabiti v svoje življenje, mu moraš ti pokazati, da se ima na kaj obesati in zasidra. To pomeni, da ima temeljno ploščo, na katero se bojo varno postavile stene in streha. In to temeljno ploščo je treba narediti in jo je treba postaviti. Vprašajte arhitekte. Skratka, ta temeljna vaša plošča je, da preden se boste lotili obilja, priklicvanja, stvari in tako naprej, dajte spucati tisto, kar moti to. Ne samo zavest, ne verjeti, da je to možno, ne verjeti, da vi lahko to storite, strahovi, dvomi, negativna pričakovanja, negativne vpetosti v medije, svet, kakorkoli že.
Ne boste verjeli, ampak jaz vam iskreno zgodbo govorim, da sem dostikrat videla v času moje kariere ljudi, ki niso manifestirali, nič niso priklicovali, nič meditacij niso delali za bogatstvo, delali so samo čiščenje svojega otroštva, podzavesti, vzorcev. Imate zato tudi pri meni tečaj Krila obilja, jeseni bo, poglejte si, čiščenje podzavestnih vzorcev. Samo to so delali, ker so hoteli samo zadihati, pa jim je obilje kar skočilo na glavo. Oni so pucali sebe, pa so kar dobili sanjsko službo, sploh niso prosili za njo. Ampak zaradi tega, ker je obilje naše naravno stanje in so med njimi in v bistvu tem samo odmaknili motilc in to padli na glavo. A razumeš? Temelji so ključ vsega, šele pol vse drugo. Skratka, najprej naredite to. Ja, Kristjan, ampak to je zoprn del, pa brskati po vse, pa mučaš se, pa jokaš se, pa vse te boli. Ja, definitivno se strinjam. Vem, da je to grozen, vem, da bi vsak kraj slišal, lej, ti si sam predstavljali in in vse bo super. Ni to tako. In če vam kdo to rekel, si je zmislil. Ok, zato, ker smo vsi ugotovili, da pač ni tako, da pač na ful negativnih pričakovanj, ne bo zato, kar si rekel, jaz bi pa to imel, da ne bo kar šlo. Delo. Ne vem, zakaj je to tako, zemlja je taka, svet je tak. Ampak nekaj vam moram reči, vsi, ker smo opravili ta del, nam v življenju ni bilo žal. V življenju nam ni bilo žal, ker v bistvu smo, a veste zakaj ne? Evo, zdaj se spomnim, zaradi tega, ker smo toliko bolj cenili obilje, kot smo ga dobili. Mogoče pa vse skup to point tega šova, ker ko smo dobili obilje, in smo vedeli, kaj smo za njega naredili in koliko smo se potrudili, smo bili še toliko bolj hvaležni in je se zaradi tega to obilje dejansko še toliko bolj nagrajevali. Evo, verjetno zato to. Ko boste vztrajni, prosim to mi delite pri nas imate kup tečaja na to temo, pogledajte si na potovanje.si. Potem imate drugo točko, to pomeni temelje smo pripravili. Druga stvar, obilje se gradi. To pomeni, ko gradiš obilje, ni nekaj, kar narediš danes, pa pol čez en teden, časem mi rečejo, Kristi, jaz sem naredila obred, zakaj to ni delali? Kolikrat sem naredila obred? Ja, enkrat. Ja, kaj pa si še pol delala za to? Ja, nič. To ni tako, ljudje. To je spet ta princip zemlje. To je čisto isto, kar sem prej razlagala. Obilje je nekaj, kar se gradi, je tvoj način življenja. So meditacije parkrat na teden, tudi če niso vsak dan. Ni ena meditacija za priklicanje železa. Jaz sem prosila angele, a razumeš, pol pa 2 leti nič. Ni. Zaradi tega, ker vse je gradnja. Primer, ko greste v fitness center, pa hočete imeti ful hude mišice, a ne bilo dobro, če šli samo enkrat, bum, pa imaš za 1 mesec mišic. Samo enkrat na mesec rabiš to narediti. Hej, ljudje, vsi bi laufali v fitnesse, en dan bi investiral. Ne, ti moraš hoditi 4-krat na teden 2 let, da se kaj pojavi, če se pojavi. A veš, isto je pri obilju. A razumeš? Definitivno je to gradnja, to je način življenja. In tudi, ko dosežeš nekaj, bom pa povedala pri tretji točki, to ohranjaš oziroma še nadgrajuješ. To pomeni, da gradiš obilje. Znanje, vedno novo duhovno znanje, razvoj sebe, razumeš, meditacijo, vztrajnost, brez da ti rečeš, zakaj pa to še ni. To ni pol za nepotrpežljivost, za ego in za občutke kontrole, kdaj naj bi to bilo, zato ker si ti to rekel. Tvoja energija se bo na podlagi vsega odzvala, glede na to, kar si ti prejme vzorce, kaj je tvoje podzavesti, razumeš, kaj je tvoj potencial duše, kaj je tvoj življenjski namen, ko so vsi ti poli med sabo, glede na to, kar ti trenutno delaš, skupaj skombinirajo, kam se v tvojih okoliščinah dejansko pokaže tisto, kar želiš. Zato bodi od zdaj naprej, lej, kaj enkrat ti prideš duhovno rast, jaz ne moram reči, da ljudje pridejo enkrat v duhovno rast, pa začnejo z meditacijami, pa vse to spoznajo, pa kar nehajo to delati. Rečejo, ja, pa sem pa vmes imela druge stvari. To ni to. To ni to, ljudje. To je zdaj tvoj način življenja. To je napredek, to je duhovni napredek, katerega si iskal kot duša. Skratka, to je tisto, kar ohranjaš vaš čas. Tudi mi vsi, ki smo učitelji in imamo ogromno znanja in delamo z vami in delamo globoke tečaje, a vi mislite, da se mi kdaj ustavimo?
Meni včasih ljudje rečejo tako zanimiv stav. Kristi, kdaj si misliš ti ustaviti? Ustaviti v čem? Zakaj me ljudje sprašujejo to? Kdaj si misliš ti ustaviti? Kaj, skozi imaš nek nov projekt? Alo, ljudje, to ni smiselno vprašanje, da mi ga kdorkoli postavlja. Zakaj bi se jaz mogla ustaviti? Več, ko meditiram, z globimi biti delam, bolj se mi razvija jasnovidnost, pa že tako je močna, bolj se mi kažejo stvari, veča se moj potencial. Moja duša reče, še vedno je, razumeš, še vedno nek potencial, ki se lahko širi. Ja, pa to je ful naporno, pa skozi nekaj moraš. Ni to tako, to je moja sreča, to je moj razvoj. To mene blagoslavlja, to mene ne obremenjuje. Veste, ljudje dostakrat zemeljsko pogledajo, mislijo, toliko dela pomeni enako obremenitev. Ne, pri meni dejansko toliko projektov pomeni razvoj tega razmišljanja, potenciala, življenjskega namena in je za mene blagoslov. Razumeš, to je konstantna gradnja, to se ne ustavlja, to je tvoj način življenja. Ko probi, prosim, to osvoji. In tvoja tretja točka je, ko že enkrat prideš do manifestacijskih ciljev, se jih ohranja in nadgrajuje. To je pa to, kar sem se zdaj navezala na to. Vedno je lahko nekaj več. Tu, če te zdaj dober, te duša v coni udobja nikoli ne bo pustila. Joj, vse, kar sem si hotela doseči, zdaj tukaj in to je to. Ja, verjamem, da ego to tako gleda, ampak duša pa reče, imam na voljo 80-90, ne vem, koliko let ste si izbrali na zemlji. Če je meni rata nekaj dosežiti, res dosežiti, in imam neko telo, potem imam možnost, da naredim še več, ker meni je to telo vredno, meni je življenje vredno in če lahko uporabim še kaj več, bom vzela vsako izkušnjo. Niti ena izkušnja ni manj vredna ali pa, to je brezvezna res, vsaka je surovo zlato, ljudje. Zaradi tega nam nekaj povem, ko dosežete manifestacijske stopničke, je ok, če se vi malo ustavite zato, da uživate v lepotah, ki ste jih skreirali, ampak ne zavedno. A razumeš, zaradi tega, ker duše ful ne marajo cone udobja. Ne marajo, da pol vse nekaj tako, to je pa zdaj to in samo uživamo pa tako naprej. Ja, verjamem, da je to prijetno, je, priznam, prijetno je. Ja, ležiš tam na Bahami, nekdo ti nos pomarančni sok, ful dober, ampak le ni razvoja, a razumeš? Duša obožuje razvoj, novo znanje, kaj korak več, novo izkušnjo. Ko dajo Bahame, mi je ful prijetna izkušnja, težijo k novi izkušnji. Bodite vedno pripravljeni rastiti, vedno boste pripravljeni pogledati, kaj je še tisto, kjer lahko napredujem. Vkolikor boste imeli te 3 točke postavljene, ste lahko prepričani, da ste v toku. To pomeni, da energija teče, vedno je premik. Kjer je premik, je vedno manifestacija. Kjer je manifestacija, kjer je premik, je zadnji zadovoljstvo duše, je zadnji podpora eteričnih svetov in tako naprej. Upam, da so vam te 3 točke, kratke, ampak sladke, kaj pomagale, da danes razmišljate o tem. Za vse, kar rabite za obilje, imamo v našem ateljeju orodja, od tečajev do čudovitih spletnih in v živo meditacij in tako naprej. Poglejte si jih, potovanje.si, z veseljem vas bomo vodili, z veseljem povemo tudi naše zgodbe. Hvala, ker ste z nami, ker nam zaupate, definitivno vam pa želimo na portal 88 vse najlepše. Čau!